Je to, kar sem danes strani Levice slišal, je eden izmed boljših predlogov. Vsekakor lepo rojstnodnevno darilo, končno se bomo enkrat lahko pogovarjali o Slovenski vojski. In na koncu gre za referendum o tem, ali Slovensko vojsko želimo ali ne. Ker, kot sem dejal, ta investicijska sredstva so potrebna za to, da Slovenska vojska sploh preživi. Brez teh sredstev enostavno Slovenske vojske ne bomo imeli več. Oziroma, če potegnem nekaj vzporednic, potem bi rekel nekaj podobnega, kot bi si želeli učinkovito policijo, prepovedali pa bi jim, da kupijo policijske avtomobile, opremo, obleke in podobne stvari. Tako enostavno ne gre in nekaj podobnega je tudi z vojsko. Če jo želimo imeti, potem jo moramo tudi primerno opremiti. Kar se tiče Ministrstva za obrambo, tukaj izjemno transparentni, ničesar ne skrivamo, v obrazložitvah smo spisali vse stvari, povedali smo, da bi bile potrebe Slovenske vojske mnogo večje, da pa glede na dane okoliščine in v dani situaciji smo stvari maksimalno racionalizirali in da delamo vse v smeri, da bo Slovenska vojska preživela in da bomo na njo ponosni. Vojska ni samo orožje, vojska ni samo vojna, ampak je veliko dvonamenskosti in v tej smeri gremo tudi z sedanjim zakonom. Posvetovalni referendum je brezpredmeten in nesmiseln, gre za izjemno drago anketo, 3 milijone, iz tega bi lahko zgradili kar kakšno vojašnico ali pa tudi kakšen zdravstveni dom upokojencev. Je to lažna dilema, ki jo izpostavlja Levica, ali hočete investirati v obrambo ali pa v zdravstvo. Ta dilema ne obstaja. Ravno zaradi teh evropskih finančnih instrumentov bo ta vlada investirala tako v zdravstvo kot tudi v obrambo. Srečo imamo to, da bomo lahko za zdravstvo zagotovili precej investicij in pa denarja iz teh evropskih finančnih instrumentov in to nam bo dalo tudi nekoliko več manevrskega prostora, da namenimo potrebna sredstva za obrambo. Torej, te dileme ni, to je lažna dilema. Ta vlada namenja denar tako za obrambo kot tudi za zdravje.